Kaj je tisto, kar nas v resnici zares postara? Vsekakor so to različna stresna obdobja, kjer je naše telo ves čas zataknjeno v nekem preživetvenem nagonu. Ko se to zgodi, takrat močno kurimo nadledvično žlezo in to je tisto, kar nas pravzaprav postara. In ko nas postara vidno, pomeni, da so zelo izčrpani predvsem naši organi. Kajti tako kot lepoto vidimo danes, tako naše telo ne dojema lepoto. Mi komercialno gledano vidimo lepoto kot, lepi nohti pa so morda umetni, pa vidimo lepe goste lase, pa so morda podaljški, pa vidimo take in drugačne stvari, ampak v resnici pa je lepota povezana s stanjem naših organov. Ko so naši organi recimo dobro prekrvavljeni, potem so tudi ustnice bolj rožnate in imajo več barve. Tako je recimo v času stoletja, tisočletja nazaj, to so bili še časi tradicionalne kitajske medicine, tudi je dobro veljalo, da je plodna ženska tista, ki ima bolj rdeče ustnice in tako je recimo nastala šminka. Potem pa so po telesu v povezavi z lepoto videli tudi, da ženske, ki imajo daljše trepalnice, da so tudi bolj pametne, da imajo večjo inteligenco. In tako so potem recimo razvili maskare. Tako da vidite, lepota in zdravje sta zelo, zelo povezana. In kot smo slišali, tisto, kar človeka postara, je definitivno ta stres, torej sama stresna obdobja, ki so normalna, ampak mi moramo iti ven iz preživetvenega nagona tudi v drugo fazo, počitek in prebava, torej rest and digest, ne samo fight, flight ali pa freeze, to je tisti preživetveni nagon. No, druge stvari, ki človeka tudi vidno postarajo, pa je vsekakor dehidracija, torej zelo preprosto, da ne pijemo dovolj vode in se posušimo kot suhe slive. In nikoli ne bom pozabila enega starega sibirskega recepta za lepšo kožo na obrazu, ki pravi, da v en dan vsako uro spijemo deci vode in naslednji dan bomo videli, kako bojo kar določene gube seveda zgubile, ampak ves čas moramo seveda piti dovolj vode in pravijo, da takrat, ko začutimo žejo, takrat je pravzaprav že prepozno. Ne zavedamo pa se tudi tega, da čaji prav tako dehidrirajo. Torej, čaji tudi dehidrirajo, sokovi tudi dehidrirajo. Edina stvar na tem svetu, ki hidrira, je voda. Tudi kokosova voda, če ni iz koncentrata, in pa brezova voda. To so edine stvari, ki hidrirajo, vse ostalo dehidrira. Tako da vas spodbujamo, da torej uživate vodo. No, tretja ali pa četrta stvar, ki sodobnega človeka precej postara, pa je sladkor. Sladkor je torej tisti, ki vidno na obrazu tudi povzroča zelo močne gube. Ta naziolabialni del, se pravi tukaj te črte, ki se vidijo, to je obraz, ki zelo jasno pove in zelo jasno komunicira, da je ta človek zelo, zelo, zelo malo odvisen že od sladkorja. Tako da na takšen način si potem lahko pomagamo že, ko vidimo, kaj nam telo pravzaprav sporoča, in tudi, če se pojavljajo različne pege in rdeče pike, ki jih imenujemo cherry angiomas, je to tudi znak, da so naša jetra recimo v stiski in da jih rabimo razstrupiti. Zdaj pa, če pogledamo na samo pomlajevanje, pa kot smo rekli, torej sploh ne zaradi tega, da bomo samo fajn izgledali, ampak da bodo tudi naši organi v dobri kondiciji. Ker takrat, ko so naši organi v dobri kondiciji, potem smo tudi lepi, pride tudi do te lepote kot take. No, sama to gledam na sistem 3 holističnih stebrov. Prvi steber so navade. Navade imajo neizmerno moč, potem imamo steber prehrane in pa steber domačih pripravkov in tudi dopolnil ter drugih pomagal. Prvi steber, če pogledamo, je steber navad. Poleg spanja, ki je najboljši lepotilni in zdravstveni zdravilni tretma na tem svetu, torej ustrezen spanec in dobra spalna kultura, je tukaj še voda, svež zrak, čas, ki ga preživimo v naravi. Navada za ženske pa bi definitivno lahko bila tudi
jajček. O čem govorim? Govorim o joni jajčku, s katerim mi dejansko vzdržujemo kondicijo naših reproduktivnih organov, medenice, in to vpliva tudi na sam obraz in naše obrazne mišice. Tako da joni jajčka so super tudi, kar se tega tiče. Imamo pa potem steber prehrane in pri stebru prehrane se nimamo kaj pogovarjati, ker je zelo jasno, katera hrana je tista prava hrana za človeka. In to je ekološka, sezonska in lokalna. No, zadeve pa se začnejo komplicirati pri tretjem stebru holističnem, in to so dodatki, pomagala in neka druga dopolnila v tem smislu. Zakaj se začne tukaj lomiti? Predvsem zaradi prepričanja. In mnogo prepričanje, ki nam ga družba danes želi vsiliti in tudi kapital podpira, je, da bomo mi z dobrim dopolnilom nadomestili, torej z nekim prehranskim dopolnilom, da bomo nadomestili moč navad in pa pomembnost prehrane, kar pa seveda vsekakor ni res. Zares boste doživljali učinke takrat, ko boste upoštevali vse tri stebre. Torej prehrana, smo rekli, ekološka, sezonska, lokalna, navade, spanje, voda, svež zrak, tudi joni jajčka so tukaj super, in pa pri pomagalih si potem lahko pomagamo in dopolnimo prehrano na način, ki je znan že tisočletja. In ta tisočletja star način je z adaptogeni. Pa poglejmo, kateri so še posebej močni. Prilagodljivost pa potrebuje podporo prilagodljivih zelišč. Torej iščemo adaptogena zelišča, kot so šisandra, ašvaganda in čaga. Pa še resveratrol, ki še dodatno vse skupaj ojača. Malo pogledamo, šisandra, sadež 5 okusov. Izpostavila bi predvsem to, da neguje vseh 5 notranjih organov in vzpostavlja ravnovesje. Torej super za pomlajevanje celic in vseh organov. Če pogledamo ašvagando, ašvaganda preprečuje, da bi se telomere, torej repki na mitohondriji, skrajšali. Torej, krajše kot so telomere, hitreje se staramo. Ašvaganda, najboljši pomlajevalni tonik za to. In tretje, sibirska čaga, ki je dejansko kot en inšpektor v telesu, ki poišče stare, neuporabne celice, mutirane celice in odstrani vse, kar je neuporabnega. In resveratrol kot najmočnejši, kot en od najmočnejših polifenolov, doda vse skupaj še piko na i in pomlajevanje se lahko začne. Tale kombinacija adaptogenov je torej odlična za tale tretji steber, kjer pa vam bo pomagalo pravzaprav tudi, če uživate več fermentacijske hrane in pa čim več nekih domačih mask. Torej zavedajte se, vse tisto, kar kupite v drogeriji, ni niti približno tako močno in krasno kot maske domače, ki jih naredite sami iz nesegrevanega meda, iz avokada, iz vseh stvari, ki jih imate na voljo, in kar pobrskajte za kakšne zdrave recepte in domače maske na klepetobkavi.si, kjer imamo tudi novo varianto, novost, in sicer lahko po videoknjižnici pogledate, katere so tiste vsebine, ki vas dejansko zanimajo. No, v nadaljevanju pa vam priporočamo še kakšno pomagalo in ne pozabiti, pomagala ne nadomestijo moči in vrednosti prehrane ter navad. Kako doseči naravno pomlajevanje brez igel in noža? Reset celičnih mehanizmov plus hormonskih in biokemičnih poti, to je pomlajevanje. Kako to doseči? Potreben je celostni pristop, pri katerem vključimo ustrezne ukrepe pri prehrani, življenjskih navadah in dodajanju adaptogenov. In koliko časa rabiš za to? Vsaj 3 mesece. Sicer pa najprej opaziš, da se mlajše počutiš, imaš več energije, več volje, potem ugotoviš, da mlajše tudi izgledaš in se počutiš bolj lahkotno in sveže. Kaj pa zares potrebuješ, da to dosežeš? Disciplino in doslednost. To daje dosežek. Program celostnega celičnega pomlajevanja najdeš na www.klepetobkavi.si.
klepetobkavi.si ali 02 6200 230.